Takole so se novomeški košarkarji veselili zmage v letošnjem državnem prvenstvu. Dober večer želim vsem gledalkam in gledalcem in pa seveda vsem trem mojim gostom v studiu. Najbrž jih sicer ni treba posebej predstavljati, pa vendarle. Z nami so nocoj gospod Brane Kastelec, predsednik košarkarskega kluba Krka. Dober večer. Dober večer. Aleksandar Sekulič, trener zmagovalnega moštva. Dober večer. In pa Jure Balažič, seveda kapetan zmagovalne ekipe, ki je v Stožicah osvojila naslov državnega prvaka. Verjetno je lepo spremljati takole posnetke zmagovalne tekme. Ja, pogreje tisto vzdušje, spet sem imel adrenalin skočil, ker sem gledal tole slave po tekmi. To je to. Verjetno si večkrat zavrtite kakšne take posnetke, recimo, kadar je kakšna priložnost? Ja, vsekakor. Imam celo zbirko posnetkov, tako da rad pogledam za nazaj, posebej pa take tekme, ko osvojiš naslov. Kako pa vi gledate na veselje, lahko rečemo na nek način varovancev, ste le predsednik kluba, bili ste z njimi takrat, kako je bilo? Ja, definitivno sem zelo ponosen na njih, zelo vesel tega rezultata. No, jaz sem imel to seveda priliko, da sem gledal vse to, zaključne sekunde tekme, iz drugega zornega kota, kot moja dva kolega. Jaz sem imel na levi strani, na desni navijače, za sabo navijače, ki so sklikali Krka, Novo mesto, Krka, Novo mesto. Spodaj na terenu fantje v zadnjih sekundah tekme. Na drugi strani terena pa te politične veljake ljubljanske, pa estradnike. To je en tak pogled, bi rekel, neprecenljivo. Tega se ne da kupiti. Novo mesto v Ljubljani, kaj ne? Tako v Stožicah, ja. Preden nadaljujemo, pa si poglejmo še nekaj izjav, ki jih je naša ekipa seveda posnela takoj po koncu tekme v ljubljanskih Stožicah. Jaz mislim, da bi bilo lepše znamenje v Novem mestu, ampak zakaj ne bi v Stožicah, če bi bila ta priložnost nam dana? Vesel sem predvsem zaradi tega, da so fantje zdržali to naporno sezono. In poglejte, v tej sezoni nismo niti enkrat izgubili v Stožicah. Vseeno je, kje zmagamo, zmeri je zmaga lepa, po tako naporni sezoni. Občutek fantastičen, še posebej, če tukaj ljudi navija za nas in zahvalil bi se jim ob tem priložnosti za podporo čez celo sezono. Za nami je ena težka sezona, turbulentna sezona. Ves so veliko menjav od trenerja do igralcev. Na koncu se trener Sašo nas je skupaj sestavil, naredili smo eno homogeno, odlično ekipo in mislim, da smo danes zasluženo zmagali. Today we come like the last 3 games. We come to fight. We come to fight to win the game, and I'm really happy for these fans that come from Novo Mesto. I can say only thank you for this team that bring me here and we make this championship. It's for me unbelievable. I'm really happy just to say thank you. Vsako finale je neko posebno doživetje. To se, ne vem, težko bi to opisal, to je treba doživeti. In vsaki znova je adrenalin, nervoza, tako da jaz osebno sem jih že 6 v slovenski ligi osvojil. In vsaki znova je nepopisno doživetje. Tako da bi čestitil svojim fantom, trenerjem, navijačem, upravi, vsem v glavnem. Ja, videli smo, zelo euforično je bilo v Stožicah. Bi bilo bolje zmagati v Novem mestu? Jure? Jaz mislim, da ne. Meni je točno tako, kot je bilo. Pokazali smo, da smo močnejši, boljši, da je bil tista prva tekma spodrsljaj in jaz sem povsem zadovoljen, kako se je to razpletlo. Bi si vi raje želeli tekmo v Novem mestu ali je bilo to v bistvu na nek način prednost, ker ni bilo treba odigrati 5. tekme, torej tiste odločilne, ki bi pa pač bila res konec? Dobro, v Novem mestu, tako se spomnim že od lani, ko smo osvojili v Novem mestu, bilo res prekrasno. Pred domačo publiko res je bilo užitek videti Novomeščane tako vesele. Ampak premagali smo Olimpijo v Stožicah. Pomagala nam pa je sigurno naša zvesta publika, ki je bila res številčna na tej tekmi. Pa niste premagali Olimpije v Stožicah samo enkrat v tej sezoni? Vsakokrat pravzaprav? Ja, vsakič, ko smo se pomerili z njimi, smo jih premagali. Točno tako, ja. In to je najbrž še tisti dodaten motiv, dodatna želja za ekipo. Olimpija na vse zadnje je rival novomeške Krke. Dobro, motiv je bilo več, glavni bi bil vsekakor naslov. Verjetno je nam, gledalcem,
bi lahko rekli, včasih še težje spremljati tekme kot pa recimo igralcem, ki so na terenu, smo mi včasih kar bolj nervozni. Kako je bilo vam spremljati? Recimo, ste bili nervozni v tistih kritičnih trenutkih? Nisem čisto prepričan, kako je z igralci, ampak se mi zdi, da jih po začetnih minutah nervoza malo mine. Oni so pač v teku dogajanja, podijo se za žogo, iščejo najboljše pozicije, spremljajo soigralce, nasprotne igralce. Za nas, navijače, je pa naporna cela tekma. Tako da eni in drugi seveda smo pod pritiski, eni in drugi pač moramo zdržati kar precej. In včasih se 40 minut zdi precej več, kot je dejansko. To pa res. Še posebno, ko se v končnicah odloča tekma, ko imamo preobrate, ena ekipa povede, pa druga, pa prosti meti, pa osebne napake, se zna kar vleči. Ampak to je v končni fazi šport. To je v bistvu zato, za kar vi v bistvu greste na parket, igrate tekmo, da je čim bolj napeto. Najbrž bi bilo dolgočasno, če bi se že v prvi četrtini odločila tekma. Veste kaj, po eni strani bi to bi bilo kar lepo, ker bi bilo potem to en nestresen posel, pač prišel bi od delo, zmagal 20 pik in šel domov, ne? Ampak kot je Brane že povedal, meni so neštetokrat letos ustavili, kao kap me bo zaradi vas. Jaz čutim nervozo pred tekmo, čutim nervozo po tekmi, če je bila slaba. Na igrišču pač si obremenjen čisto z drugimi stvarmi in jaz osebno neke velike nervoze ne čutim. Tako da je verjetno res lažje biti na igrišču tisti trenutek, kot opazovati nemočno. V preteklih sezonah se mi je že zgodilo, da sem bil poškodovan in je 10-krat hujše sedeti na klopi in ne moreš pomagati. Tako da mislim, da so tukaj skoraj bolj trpeli gledalci kot mi. Sem pa pač prezadovoljen, ko se je končalo in mislim, da so tudi naši navijači bili kljub trpljenju veseli na koncu. Na vse zadnje so to tudi dokazali s svojim odzivom, svojo prisotnostjo. Bi še dodal za prej, glede zmage v Stožicah. Jaz sem bil letos presenečen, pač lani, takoj po tekmi zmagali smo v Novem mestu, smo šli tam, kjer so nas pričakali navijači in pač normalna stvar, so se preselili iz dvorane in so šli tja nas pričakati. Zdaj smo zmagali, čez 3 dni so nas navijači pričakali v velikem številu in v tem bi se še enkrat zahvalil. Bil sem presenečen, da imamo res tako dobre navijače, da čeprav je euforija se že malo polegla, oni so še vedno bili tam z nami, so nas prišli, so nas počakali in je bilo res fenomenalno, tako da mislim, da kljub temu, da smo tam zmagali, ni bilo čisto nič slabše. Kako je bilo pa tekmo spremljati takoj ob terenu, se pravi ob igrišču, pa vendarle ne na njem? Ja, v prvi vrsti jaz verjamem, da je tako pri igralcih, tudi pri trenerjih nervoza največ prisotna pred začetkom tekme. Ker če te nervoze ni, potem verjetno nekaj ne štima. Tako da med samo tekmo je pa, mislim, ne razmišljaš o nervozi, razmišljaš o tem, kako voditi tekmo, kaj povedati igralcem, na kak način jih pomiriti ali pa dvigati, ko so težki trenutki. Tako da sigurno je nervoza, ampak je ne čutimo toliko, ne. V bistvu nastaja adrenalin, čist spravi v nek drug, rekel, svet. Kaj pa poveste igralcem, kadar je tisti kritičen trenutek, kaj jim za spodbudo poveste? Marsikaj. Kaj hudih besed? Odvisno od situacije. Čisto odvisno je, kateri igralci so na igrišču, vsak sprejema kritike ali pohvale na drug način, tako da zelo odvisno je, kdo od igralcev gor pa od same situacije. No, naj v tem trenutku k sodelovanju seveda povabim tudi naše gledalke in gledalce. Goste imamo tukaj v studiu, tudi vi jih lahko kaj vprašate, zato kar telefone v roke in odtipkajte številko 07 39 30 868, pa si ob tem lahko zaslužite tudi kakšno nagrado. Imamo namreč 5 majic državnega prvaka in pa tudi žogo s podpisi. Torej, govorili smo že veliko o tem, kako zmagati v Stožicah. Kakšen je pravzaprav recept? Najbrž bi kakšno drugo moštvo vam ta recept kar drago plačalo. Ja,
Poglejte, Olimpija je moštvo, ki igra v največjem ali pa najvišjem kakovostnem rangu košarkarskem. Igra z izjemno kvalitetnimi moštvi. Čeprav letos niso bili tako uspešni, ampak v prejšnjih sezonah pa so padali tudi velikani oziroma so imeli težave. In jasno, mi ne moramo se primerjati mogoče s temi velikani, tudi verjetno motivacija ni na tem nivoju ali pa euforija, ampak vseeno jaz verjamem, da vsaki ekipi, kdorkoli pride v Stožice, je težko igrati. In zaradi tega smo toliko bolj ponosni na ta uspeh, ki smo ga dosegli letos. Kako pa gledate na zmago, na tole zlato medaljo? Po danes, ko ste že nekajkrat prespali ta uspeh, se kaj razlikuje od takrat? Najbrž so se misli že umirile, glava se je že zbistrila. Bom rekel, tisto začetno navdušenje je malo minilo, ampak še vedno sem pač ponosen na to, še posebej po letošnji sezoni, ki je bila vse prej kot lahka. Zdaj ima sicer moj sin, mu visi v sobi ob ostalih. Vesel sem in tudi sin je rekel, kdaj bom zlato medaljo dobil, me je že pred finalom, tako da tudi on je pričakoval. Pa je ob takih trenutkih, ko je recimo težko med sezono, potem pogledate te medalje, kdaj ste jih osvojili, da vam dajo na nek način spodbudo za naprej? Veste kaj, športnik vsak ima, jaz mislim, že prirojeno pač to tekmovalnost in v bistvu normalno je, da ne rabiš neke ekstra spodbude, da hočeš biti prvi. Zdaj jaz kot domačin tukaj mi je mogoče še toliko več to pomenilo, daš pač vse od sebe in potem si nimaš kaj očitati. To je bilo zadnje 3 leta dovolj za naslov prvaka in mislim, da tudi v prihodnje. Če se bomo tako borili, kot smo se letos in prejšnja leta, lahko sem dober rezultat. Kako pa vi gledate na ta uspeh danes? Ja, tako kot sem že povedal, zelo smo ponosni na to, da uspeh. Poglejte, lani, prejšnjo sezono, smo imeli res sanjsko sezono. Osvojili smo 3 lovorike, super pokal, naslov državnega prvaka in pa pokal Euro Challenge, sprav ta evropski pokal. In težko je bilo si zamisliti naslednjo sezono. In na koncu, ko potegnemo črto, moramo reči, lahko smo zadovoljni sezono. Mogoče so bili res trenutki, ko je bilo vse skupaj težko, ne samo nam na igrišču, tudi verjetno vodstvu kluba in pa vsem navijačem, ampak smo vsi skupaj prebrodili te težave in na koncu se veselili tega naslova. Če prav razumem, imamo že prvi telefon. Dober večer. Dober večer. Dober večer, povejte. Mene zanima, če lahko kaj povejo, katerega bo kakšnega novega igralca dobil. Predvsem me zanima zaradi Dragiča, ki bo odšel, pravijo, ne? Pa bi imeli morda tudi tole majico državnega prvaka? Bi. Potem pa morda, če samo odgovorite na vprašanje, koliko tekem je bilo pravzaprav potrebnih, da je Krka letos v državnem prvenstvu zmagala? 5. Ne, malo manj. Pa 4, no. Tako, 4 je pravilni odgovor in tale majica bo vaša. Ostanite še toliko časa z nami, da v režiji poberejo podatke. Hvala lepa. Lahko noč. Torej, tega vprašanja smo se sicer namenili dotakniti nekoliko kasneje, pa vendarle, kako je naprej, kateri igralci? No, mogoče, kar se strokovnega štaba tiče, najprej povem, da seveda Aleksandar Sekulič ostaja glavni trener. Pozneje boste najbrž povedali še kaj o pomočniku. Kar se ekipe tiče, mi želimo obdržati čim več fantov iz te zmagovalne ekipe, tako da pod pogodbo je Pavič, pod pogodbo je Lalič, tudi Lučič je že izrazil interes, da nadaljujemo sodelovanje. Jure Balažič, ne boste verjeli, ne gledam na uro, ampak na datum, danes smo 5. in to je bil datum, ko se naj bi Jure odločil. Tako da sporočam Juretovi ženi, da ga ne bo domov, da ga bova s trenerjem zadržala, dokler ne podpiše. No, malo se hecam. Seveda z nami ostaja Edo Murič, tudi Matej Rojc. Določene okrepitve pa bomo v ekipo pripeljali.
Ta trenutek bi težko govorili o imenih, ker se z igralci in z njihovimi agenti še pogovarjamo, ampak verjamem, da bomo tekom tega meseca imeli, če ne kompletno ekipo, pa veliko večino ekipe sestavljene. Zoran Dragič pa odhaja. Zoran Dragič ima z nami še enoletno pogodbo, ena odškodnina je zapisana v pogodbi in če njegov novi klub izplača to odškodnino, potem ima Zoran pravico oditi. Odškodnina je tudi po naslednji sezoni, ampak on je že povedal, da je njegova želja, da se preskusi še kje drugje. Tako da trenutno so možnosti, da Zoran ostane manj kot 10% po pravici. Kako vi gledate na to? Pač igralci se vedno znova menjajo, letos ste zamenjali, tudi vmes ste vi prevzeli vajeti, pravzaprav je bilo težko sredi sezone voditi ekipo naprej, ki je na nek način že delala pod prejšnjim trenerjem. Verjetno je ta uspeh zato tudi še toliko večji. Dobro, tako bom rekel, ni lahko prevzeti moštvo sredi sezone, zato ker vsak trener ima svoj način dela, pa svojo filozofijo, ampak mogoče je bilo lažje zaradi dejstva, da sem bil jaz predtem pomočnik glavnemu trenerju. Poznal sem ekipo, poznal sem tudi njegov način dela in sem potem to uskladil z mojo filozofijo, tako da res ni bilo lahko, ampak uspelo nam je, tako bom rekel, zato ne bi rekel, da je uspeh zaradi tega toliko večji, pač vsi skupaj, ne samo jaz, ampak celo tudi vodstvo kluba in igralci od prvega do zadnjega, tako kot strokovni štab, od fizioterapevta, kondicijskega trenerja, vsi so si želeli naslova, vsi so si želeli, da bi bili boljši, kot smo bili recimo v januarju in vsi skupaj smo bili potrpežljivi, vključno z navijači, tako da nam je potem, zaradi tega mogoče je ta uspeh toliko dražji. Kamenček na kamenček, pa potem pride uspeh. Znova imamo telefon, dober večer. Lep pozdrav, Mirko pri telefonu. Pozdravljeni. Jaz imam pa namreč dva vprašanja, ne enega. Prvič bi pa čestital celotni ekipi košarkarskega kluba Krka, ker so dokazali, da so res najboljši in to že par let, tako da svaka čast, trener in ekipa. Imam pa dva vprašanja in sicer ali nameravate naslednjo sezono igrati v pokalu Euro Challenge in za gospoda Kastelica glede proračuna, če bo ta ostal enak kot v letošnji sezoni, a glede na uspehe in dokaze, da je ekipa res super, če mislite to tudi kaj povečati. Bi pa tudi vi imeli majico morda državnega prvaka? Seveda. Torej, če odgovorite na vprašanje, kdo je bil letos razglašen za najboljšega igralca finala? Z lahkoto, Afik, mislim. Torej, majica je vaša, v režiji pustite podatke in jo dobite po pošti. Najlepša hvala, lepo zdrav. Hvala tudi vam. Torej, najprej morda Euro Challenge. Glejte, mi definitivno imamo namen poleg igranja v ABA ligi, Jadranski ligi, igrati tudi v enem od evropskih tekmovanj, tako da se potem državnemu prvenstvu pridružimo, tako kot v tej sezoni šele marca, potem naslednje leto v Ligi za prvaka. Odločitev, ali bomo tekmovali v Eurocup ali Euro Challenge tekmovanju, bo sprejeta še v tem mesecu. Vodstvo ULEB-a, upravni odbor ULEB-a zaseda 20. junija. Skupščina sicer mora potem potrditi v začetku julija to njihovo odločitev, vendar pa bo že tam takoj po 20. juniju jasno, točno v katerih tekmovanjih bomo tekmovali. Torej, definitivno Krka bo igrala v enem od evropskih tekmovanj. Zdaj pa bomo šli na oglase, po oglasih pa seveda dobi gledalec Mirko še odgovor na drugo vprašanje.
50 let predšolske vzgoje v Metliki, praznik krajevne skupnosti Stari trg, restavratorski posegi v rojstni hiši Mirana Jarca v Črnomlju in uspešen zaključek humanitarne akcije v Bereči vasi. To so teme tokratnega belokranjskega obzornika. V četrtek ob 8:30 zvečer. Rok Otočec 2012. Nepozabno doživetje na idiličnem kopališču grada Otočec. Letos ponovno velika imena svetovne glasbe. Gogol Bordelo, New Young Pony Club, Kiril, Kulturšok, Movic, pa Hladno pivo, Bajaga, Vlado Kreslin, Midva, Happy All McQuizzle, Manuš in še mnogi drugi. Cenejše vstopnice le še do 8. junija na rokotočec.com, Peventim in Petrol. Rok Otočec 2012. Od 27. junija do 1. julija. Dolgotrajno preženite zgago. Nolpaza Kontrol. Dan in noč zavira izločanje želodčne kisline. Že ena tableta na dan učinkovito nadzoruje težave z zgago. Nolpaza Kontrol. Dolgotrajno prežene zgago. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pozdravljeni zopet v oddaji Zlati košarkarji na vašem kanalu. Seveda lahko s svojim prispevkom sodelujete tudi vi, dragi gledalci in gledalke, če pokličete na telefonsko številko 0739300868. Že pa imamo novega poslušalca oziroma gledalca ali gledalko na telefonu. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Srečko pri telefonu. Dober večer. Jaz pa ne bi nič vprašanje, samo čestitev bi celi ekipi Krke, strokovnemu štabu in igralcem. Najboljši ste, ne? Ja, res so najboljši, pa morda letos nisem spremljal, ko sem bil v tujini, sem pa prejšnjo, mislim tako, uživo nisem spremljal, sem prek neta, tako da... Morda boste pa vseeno vedeli, kdaj je Krka osvojila svoj prvi naslov državnega prvaka, torej 5 je bilo že doslej, kdaj je bil tisti prvi za tole žogo s podpisi? Nisem čist prepričan, 99, 98. Eno sezono naprej. A 2000? Tako je, 2000, pustite podatke v režiji in žoga je vaša. Hvala vam. Hvala, dio. Torej, mi pa dolgujemo še odgovor na vprašanje o proračunu, če bo letos kaj večji zaradi teh uspehov, kako bo letos s tem? Ja, poglejte, za trenerja in za igralce se je vsaj zaenkrat sezona zaključila, za vodstvo kluba se je pa pravzaprav že začela nova. Zdaj smo v fazi dogovarjanja s sponzorji in ta trenutek budžet za naslednjo sezono še ni določen, ampak definitivno naš cilj je, da bi bil enako kot v prejšnji sezoni. Se pravi, da bi lahko sestavili kakovostno ekipo in glede na to, da planiramo, da bo ekipa ostala celo sezono skupaj, da bo potem sezona lahko ustrezno uspešna. O točni številki pa ta trenutek še ne morem govoriti. No, prej smo že omenjali, da je Krka letos osvojila 5. naslov državnega prvaka. Jure, vi ste bili pri 4, če se ne motim, poleg. Je kateri pomembnejši od katerega drugega? Kateri najpomembnejši? Tako kot je moj soigralec Pavič rekel, oziroma Lalič, vedno je tale, ti je najbolj pri srcu zadnji, ker je pač spomin na njega najbolj svež. Zdaj, jaz če pomislim na osvojeno lovoriko, se spomnim tega zadnjega naslova in tam me najbolj pogreje. Drugače pa, mislim, zadnji 3 mi pomenijo ziher več kot tist pred leti, ker pač tam sem imel bistveno manjšo vlogo, tukaj v tem pokalu je več mojega znoja kot tam in zato sem tudi bolj ponosen na njega. Znova imamo telefon, dober večer. Dober večer, tukaj Toma Testen. Jaz imam pa 2 vprašanje. Ja, kar? Najprej bi rad vprašal, zakaj, če Krka zmaga, odreže mrežo od koša in koliko ur na dan približno vadijo. Hvala lepa. Majico morda bi? Raje žoga. Žoga je žal že šla, žogo smo podelili prejšnjemu gledalcu. Morda, kako se imenuje skupina Krkinih navijačev? Kelki. Tako je, majica je tvoja, pusti podatke v režiji in bomo poslali po pošti. Torej, najbrž marsikoga zanima pa vendarle, zakaj odrežete mrežico po zmagi?
Kapetan. To je v bistvu nekako tradicionalna stvar, ki se naredi po osvojitvi turnirja, državnega prvenstva, karkoli. In pri nas je zato do zdaj bil zadolžen Bojan Krivec, ki jih je že kar lepo število nabral in jih ne deli z nami. Ne deli, se pravi, ima vse doma. Ja, tako, ampak pač da označimo, tle smo bili, zmagali smo in gremo. Kaj pa, koliko časa trenirate torej? Treniramo, kolikor se pač glavni trener odloči. Glavni trener. Ja, mislim, da je zdaj v bistvu čisto v redu, kar se nas malo starejših igralcev tiče, če bo pa kdaj nova dvorana, bo pa to bistveno bolj naporno, ker bomo imeli tudi prostor in vse. Torej, kolikokrat na dan trenirate? Nekako v praksi je 2-krat na dan, ki je dopoldanski trening od ure pa pol, mogoče 2 uri, pa večerni trening tudi približno 2 uri, več pa tudi ne. Se pravi, skupaj tam do 4 ure, mogoče 4 ure pa pol, ampak to je že res, če so še, ponavadi so to mlajši, imajo daljše treninge, ne. Se pravi, pridejo prej ali pa ostanejo dlje. To je najbrž pomembno, da mlajši so vseeno dlje prisotni, starejši imajo že vendarle nekaj izkušenj za sabo, daljše treninge. Ja, sigurno. Jaz pravim, vsi imajo rezerve, ne. Predvsem pa mladi imajo veliko prostora za napredek in ker v taki sezoni, v naporni sezoni, ko imaš tekme, praktično 2-krat na teden je zelo malo časa za trenirati in treba izkoristiti vsak prost čas ali pa čim več prostega časa za to, da se napreduje. Omenjali smo že, letošnja sezona je bila uspešna. Poleg tega naslova državnega prvaka ste osvojili tudi prvo lovoriko v letošnji sezoni, se pravi že lani, ampak v letošnji sezoni. Superpokal v pokalu Slovenije vas je žal premagala ravno Olimpija. Kako sicer nasplošno ocenjujete sezone, torej tudi tekmovanja v Ligi ABA in pa v Evropskem pokalu? Dobro, če začnem pri Superpokalu, res je, začeli smo sezono tako, kot smo jo končali prejšnjo, ne, se pravi z osvojitvijo lovorike, torej Superpokala. Potem pa imeli smo kar nekaj smole s poškodbami, tudi odhodi so bili, ampak poznali se je predvsem v ABA ligi, tam smo kar nanizali lepo serijo porazov, ampak v Eurocupu smo pa bili, moram reči, kar uspešni. Tam smo prišli med 16 najboljših moštev v Eurocupu, kar je, bom rekel, kar velik uspeh. Na koncu, ko smo imeli še možnost se vrstiti med 8 najboljših, se pravi, zmanjkala nam je praktično 1 zmaga. Se pravi, grenak preokus nam je dal predvsem ta ABA liga. Potem je prišel tudi ta nesrečni pokal Špar, kjer smo po svojih neumnostih, pa malce tudi po nesreči, izgubili naslov, ampak smo vse skupaj smo potem to popravili za zaključkom sezone. Tako, torej 2 naslova vseeno nista tako malo, pač ta pokal žal ni bil vaš, pa vendarle morda drugo leto, naslednjo sezono. Znova imamo telefon, dobro večer želim. Dober večer. Nekdo se je ustrašil ali ne želi majice, ne vem. Jure, je bila sezona dolga. Ste po zadnji tekmi rekli, ste si vdahnili, ko je bilo, ste šli s parketa in ni bilo več tekem? Ja, v bistvu tako je vsako sezono, ne. Je pa bistveno lepše končati zmago, ne. Sezona letos se je po svoje kar vlekla in vlekla, ne. Ko smo pač imeli tisti januar, ki ga skozi omenjamo, ne, ki je bilo pač preveč porazov zapored, ni bilo lahko biti igralec Krke, ne. Ampak na srečo je potem se stvar obrnila, ne. Rabili smo čas, da se prilagodimo, pač trener je hotel vzpostaviti svoje stvari, to je pri novih igralcih tudi nekaj časa trajalo, da se vsi prilagodimo in ko je stvar sedla, smo začeli igrati, ne. Pol je bilo pa kar naenkrat vse v redu in tudi komentar na letošnjo sezono, pač mislim, da če je bila kakšna zmaga več tega v tem januarju, bi bila sezona zelo uspešna, ne. Pač v ABA ligi smo bili nekoliko
prekratki, premalo zmag smo imeli, drugače pa vse ostalo je bilo po načrtih in če ne bi ta sezona sledila prejšnji, ki je bila res sanjska, bi jo lahko označili za zelo uspešno sezono. Ne. In jaz osebno z vsemi težavami, ki smo jih letos imeli, sem res ponosen na to sezono. No, že vse skozi nekako omenjamo ta črni januar, to je bil, da povemo, to je bil januar, ko v bistvu Krka ni dosegla nobene zmage, kar je v tem ritmu, ko ste prej omenjali 2 tekmi na teden, bilo potem na koncu kar veliko. Tudi Jure je že omenil, da bi lahko se potem to poznalo na rezultatu. Kako v bistvu v takih trenutkih ekipo postaviti zopet na noge in jo v bistvu pripeljati v tem ritmu do konca sezone, do konca zmagovalne sezone pravzaprav? Najbolj pomembna stvar je bila ta, da smo vsi skupaj v štabu uspeli prepričati igralce, da verjamejo v to, kar delajo, da verjamejo v sebi in da verjamejo v svoje igralce. In v veliki meri nam je to uspelo. Na koncu smo prebrodili to, rečemo temu, krizo. In glih zadnjič, ko sem malo analiziral sezono, od tiste tekme, mi smo prekinili to serijo ravno proti Olimpiji v Stožicah. In od tiste tekme smo odigrali, vključno s tisto tekmo 28 tekem in kar 21krat zmagali. Vključno z Eurocupom, ABA ligo, pokalom in pa državnim prvenstvom. Tako da smo, se pravi, jaz mislim, da je prelomnica te sezone bila ravno ta tekma v Stožicah. Tako. Torej, še en telefon imamo, dober večer želim. Dober večer. Pozdravljeni. Rob iz Novega mesta. Živijo. Živijo. Povejte, imate kakšno... Imam pa 2 vprašanje. Sploh za trenerja pa za Jureta. Mene zanima, koliko igralcev od ekipe Union Olimpije jim je prišlo čestitati po osvojitvi državnega prvaka. Tu pa, ne vem, lansko leto so Džikića obrili, zdaj pa mene zanima tudi, zakaj niso letos Sekulića. Mi imamo pa, bomo odgovorili, mi imamo pa za vas eno vprašanje, če želite majico, in sicer, kdo je novi pomočnik Aleksandra Sekulića? Ja, seveda vem, Potočnik. Tako je, pustite podatke v režiji in bomo poslali nagrado. Hvala vam. Do svidanja. Bom rekel 5-6, mislim, večinoma teh Slovencev. Mi je čestitalo, z unimi tujci sem se več ali manj, smo se komovcali preveč je kakšnih umazanih teh padlo in so, mislim, da kar odkorakali stran. Se verjetno so tudi razočarani, jaz tudi ne vem, kako bi reagiral, če bi izgubil v finalu in vprašanje, če bi dal roko. Verjetno bi, ampak ne moram pa biti siguren. Glede streženja pa se hecate, ste videli frizuro od Džikića, tiste bilo treba pobriti že zdavne, ne na finalu. Tako da, ono smo sem kome čakali, da bo konc, da mu nekdo tisto poberije, ker je bilo grozno. A ste kakšno drugo ušpičili, morda trenerju, komu drugemu? Pač proslava smo na malo nešportni način, takoj smo mladinca poslali po gajbo pive, pač konc sezone, zdaj se lahko sprostimo in je nič hudega sluteč, trener prišel not in tega piva je bilo bolj malo, smo spili, večina je bilo končala na trenerju, ki je pa tam prosil za šampon, da se gre stuširati in oprat glavo in tako. Ampak verjetno niste zamerili igralcem. Ne, mislim, da nisem imel razloga, da jim zameram. Jaz sem bil na ponosen na njih in to je del športa in ene se pobrije, drugi dobijo kanto leda na glavo, jaz sem dobil pivo, tako da je bil še kar dober okus. Dober večer želim spet enemu gledalcu ali gledalki. Dober večer, jaz že tukaj, Starežak. Pozdravljeni. Jaz bi pa imel vprašanje za gospoda direktorja. Če bi se slučajno v Novem mestu naredila dvorana dovolj velika, bi šli pol v Euroligo ali ne? Bi pa želeli verjetno tudi majico državnih prvakov? Ja, tudi to bi želeli. Imamo pa za vas vprašanje, in sicer, katero lovoriko poleg državnega prvenstva je Krka osvojila še v tej sezoni? Smo že govorili danes o tem.
To je, ko se že imenuje na začetku lige. Tako, na začetku lige slovenske. Ni pokal, ampak je? Odličen pokal, kako bi rekli? Super pokal. Tako, super pokal. Tako, majica je vaša. Lahko noč. Jaz bi samo še čestital za sezono in upam, da bomo še naprej lahko tako veselo navijali. Hvala. Hvala vam. Torej, vprašanje. Mi precej neradi komentiramo dvorano. To je seveda izredno pomemben projekt, ne samo za naš klub, ampak za celo Dolenjsko, za različne športe. To je pač projekt seveda mestne občine Novo mesto. In če, oziroma tako bom rekel, ko bo dvorana zgrajena, jo bomo mi seveda z največjim veseljem uporabljali. Pravo vprašanje pravzaprav je, ali pa odgovor bi bil, da mi ne moremo igrati Eurolige in vse težje bomo igrali tudi evropske pokale brez prave dvorane. Ker vse te lige zahtevajo določeno število sedežev, opremljenost dvoran in žal naše šolske dvorane Marof in Štukelj vsem tem kriterijem ne zadoščajo. V eni taki novi dvorani, kot je planirano v Novem mestu, pa je seveda mogoče igrati vse, tudi recimo reprezentančne tekme in seveda tudi Euroligo. Vsekakor torej Krka bi potrebovala dvorano samo zase pravzaprav. Naš klub bi potreboval dvorano, ampak bi ta dvorana služila več športnim klubom, vsem klubom pravzaprav, ki igrajo v dvorani, se pravi, ki potrebujejo za treniranje in tekme dvorano. Prej smo že omenjali celo sezono, kako pa pravzaprav vi ocenjujete to sezono? Na eni strani ste vi, na drugi strani so igralci. Kakšna je vaša ocena? Ste že potegnili črto pravzaprav pod vso sezono? Mi na začetku vsake sezone jasno definiramo cilje, jih tudi javno objavimo. Imamo tudi interne cilje, ki so ponovadi še malo višji. In tako smo naredili tudi za to sezono, ki je za nami. In če na hitro grem čez te cilje, potem moram potrditi tisto, kar sta že glavni trener in kapetan povedala. In to je, da smo v superpokalu osvojili pač zlato odličje, kar je največ. V pokalu in v državnem prvenstvu smo želeli igrati najmanj v finalu in v enem in v drugem primeru smo to uresničili. V državnem prvenstvu seveda osvojili titulo. V evropskem pokalu smo pa cilj malo bolj skromno zastavili. Rekli smo, da želimo, da naša ekipa odigra zanimive tekme, zanimive za publiko seveda, za gledalce in da si želimo priti pač čim dlje. In dejansko, se pravi, s tem, ko smo šli v drugi krog med 16 najboljših ekip v tem prvenstvu v Evropi, smo ta cilj zagotovo dosegli. Tako da še enkrat težko je zakorakati v novo sezono v velikih čevljih iz prejšnje sezone, ker lani smo res imeli, se je vse poklopilo, ampak dejstvo je, da je bila letošnja sezona zelo uspešna. Tako, več o ciljih in pa o načrtih tudi v prihodnji sezoni pa bomo povedali po oglasih.
50 let predšolske vzgoje v Metliki, praznik krajevne skupnosti Stari trg, restavratorski posegi v rojstni hiši Mirana Jarca v Črnomlju in uspešen zaključek humanitarne akcije v Bereči vasi. To so teme tokratnega belokranjskega obzornika. V četrtek ob 8:30 zvečer. Rok Otočec 2012. Nepozabno doživetje na idiličnem kopališču grada Otočec. Letos ponovno velika imena svetovne glasbe. Gongol Bordelo, New Young Pony Club, Kiril, Kulturšok, Movic, pa Hladno pivo, Bajaga, Vlado Kreslin, Midva, Happy All McQuizzle, Manuš in še mnogi drugi. Cenejše vstopnice le še do 8. junija na rokotočec.com, Eventim in Petrol. Rok Otočec 2012. Od 27. junija do 1. julija. Ko kliče bolečina, poiščite hitro rešitev pri glavobolu, zobobolu, menstrualni bolečini, bolečini v mišicah in sklepih. Nalgecin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pozdravljeni zopet nazaj v oddaji, kjer gostimo letošnje državne prvake v košarki, seveda. Morda, če se dotaknemo še navijačev. Pravzaprav videlo se tudi na finalu v Stožicah, koliko navijačev je pravzaprav prišlo spodbujati Novomeščane, spodbujati novomeško ekipo. Navijači so verjetno eden od, lahko rečemo, 6. igralec na igrišču. Verjetno v tistih ključnih trenutkih zelo pomagajo. Sigurno je. Letos sem že večkrat povedal, da imamo mi najboljše navijače v Sloveniji. Tudi 2 leta nazaj, ko smo osvojili v Tivoliju državno prvenstvo, je bil Tivoli naš, mislim, odmevala je Dolenjska, Novo mesto po celem Tivoliju. Letos je bilo enako v Stožicah in še enkrat bi se jim zahvalil za to podporo. Bistveno lažje je z njimi, če nam čuvajo hrbet in nas spodbujajo. In hvala jim. Pravzaprav poleg Keltov, ki smo jih že omenjali, imate tudi sicer zvesto občinstvo. Po podatkih za Olimpijo je v Novem mestu pravzaprav bilo največ gledalcev. Verjetno je to tisti neki dejansko dodaten motiv. Praktično Novo mesto je mesto košarke. Ja, lahko bi se tako rekel, da je. Po vsem tem, kar so naši navijači pokazali, ne samo na naših tekmah, oziroma na domačih tekmah, ampak tudi na gostovanjih. In moram reči, da ne da so 6, so nas 7 in 8 igralec. Na veliko pomoč so nam predvsem igralcem. Meni so bolj v napoto, zato ker me potem igralci ne slišijo, kaj jim kaj povem. Ampak samo iz tega vidika so mi na pot. Drugače pa veliko veselje in prav prijetno je biti v dvorani, ko vidiš polne tribune in polne tribune naših navijačev. Ki poznajo košarko, večkrat najbrž tudi kakšen nasvet sredi tekme prileti k vam, kaj bi bilo treba storiti, kako gledate na takšne nasvete? Vsak ima pravico povedati, kaj si misli, nekateri so objektivni, nekateri niso. Tako pač je, tako je v športu in raj vidim, da imamo polne dvorane, pa poslušam nasvete, ko pa da imamo prazno dvorano, pa res se nimamo za koga igrati. Slišite sami sebe, ne? Morda še kakšno besedo ali dve o mlajših selekcijah. Letos je bila Krka zelo uspešna, še pred tem pa imamo tudi en telefon. Dober večer želim. Dober večer. Dober večer, povejte. Sem najstarejši navijač Krke že mnoga leta. Lepo. Fantjem bi se rad zahvalil za te lepe trenutke v mojem zrelih, starih letih. Še bom navijal zanje in še bom hodil na tekme. Čestitam, hvala fantje vsem. Hvala vam. Hvala. Najbrž je takšne izjave kar lepo slišati. Res je, res. Torej, če se dotaknemo še na nek način mlajših selekcij, tudi te so bile letos uspešne, tudi naslova državnih prvakov in pa podprvakov. Kako je pravzaprav s podmladkom? Novo mesto je in Dolenjska je na tem košarkarskem področju
znano tudi po zelo dobrem delu z mladimi. V letošnji sezoni smo samo nadaljevali delo iz prejšnjih sezon. Naši mlajši pionirji so bili prvi v državi, državni prvaki, naši kadeti so bili podprvaki, mladinci, torej najstarejši, 18-letniki, da rečemo, pa so bili prav tako državni prvaki. Mi smo tudi veseli določenih lovorik, ki so jih osvojile šole na Dolenjskem. Srednješolski center Novo mesto je prvak med srednjimi šolami. Najbrž ne rabim poudarjati, da ekipo sestavljajo naši fantje, ki trenirajo in igrajo v košarkarskem klubu Krka. In neverjetno, ampak resnično, letos imamo prvake tudi med osnovnimi šolami. Osnovna šola Vauta vas je državni prvak in spet seveda tam igrajo naši pionirji, mlajši in starejši pionirji, ki igrajo v košarkarskem klubu Krka. Vse skupaj v naših selekcijah in pa v Dolenjski košarkarski ligi, ki jo naši trenerji s pomočjo seveda pedagogov na šolah in z velikim razumevanjem športnih delavcev in ravnateljev na veliko dolenjskih osnovnih šolah peljejo že nekaj sezon zapovrstjo, vse skupaj trenira in vadi preko 400 otrok in mladostnikov. In na to smo zelo ponosni. Veliko naporov je vloženih v delo z mladimi, tako kot v prvo ekipo, ampak veste, vse to je več kot poplačano, ko človek sliši recimo gledalca, ki je ravno kar nazadnje telefoniral oddajo, pa človeku se nasmeje srce, ko vidi, da nekdo spremlja šport in da pa se veseli z nami teh rezultatov. Košarka ima dolgoletno tradicijo, mislim, da je 62-63 let že praznovala na Dolenjskem in jaz se ob takem podmladku košarkarskem res ne bojim za prihodnost tega kluba in za košarko na Dolenjskem. Ravno podmladek je praktično bistven za obstoj kluba. Če tega ne bi bilo, potem čez čas bi recimo v Krki igrali le tuji igralci in to pravzaprav ne bi bila več ta ekipa. Točno tako, točno tako. Občasno pač prihajajo očitki strani določenih ljudi, tudi staršev, da premalo otrok, premalo teh, ki trenirajo in igrajo v mlajših kategorijah, vzamemo v prvo ekipo. Pač dejstvo je, da ta naša prva ekipa igra na zelo, zelo visokem profesionalnem nivoju, v evropskih tekmovanjih, v močnem regionalnem tekmovanju. In razlika med temi mladinskimi pogoni in tem nivojem je zelo velika. Zato bomo tudi po tej uspešni sezoni kadetov in mladincev nekatere naše mladince, najbolj perspektivne, v dogovoru z njimi, z njihovimi starši, poslali v kakovostne prvoligaške klube po Sloveniji, kjer bodo še eno sezono ali dve pridno trenirali, igrali košarko s ciljem, da se potem vrnejo v prvo ekipo našega kluba in da zaigrajo seveda z Juretom Balažičem in pod komando Aleksandra Sekuliča. Jure, najbrž je težko čakati, če se spominjate tistih mlajših let, kdaj se bo zaigralo za člansko vrsto, pa vendarle, kaj svetujete tem mladim, ki za vami prihajajo? Verjetno je tista vztrajnost in pa pridno delo sta ključna. Ja, s tem ste v bistvu povedali vse. Če si vztrajen, če pridno delaš in če si prepričan, da je to, kar hočeš početi, potem pač, če trenutno nisi pripravljen za ta nivo, greš tako, kot je gospod Brane rekel, drugam, napreduješ in se mogoče vrneš. Točno takšna je moja zgodba in mislim, da je to tudi neka pot, ker je preskok z mladincev na člansko košarko je res ogromen, sploh ta nivo in že če gledamo fizično, pač so igralci toliko močnejši, da traje, da se ti fantje prilagodijo na tole, tako da mislim, da je prva slovenska liga primerna stopnička za po mladinski selekciji. Torej, na nek način eno leto ali dve v košarki pravzaprav ne pomeni nič. Treba je biti samo ustrajati in pač nabirati izkušnje. Mislim, to je seveda odvisno od igralca do igralca. Nekateri se razvijajo tako zgodaj, da so
pač že pri 18 so atletsko neverjetni, drugi pač kasneje, in to mora igralci, trenerji in pač strokovnjaki za to povedati, kaj je najboljša pot, seveda starši. Jaz mislim, da recimo jaz sem dosti pozno dozorel fizično, da sem se lahko pač tepil s temi velikimi fanti pod košem, zato sem rabil kar nekaj igranja in v drugi ligi sem bil in kasneje v prvi ligi, potem sem prišel v Krko in sem recimo z manjšo minutažo, ampak se je na koncu obrestovalo. In se pravim, če si prepričan, da je to, ustrajaj, če ne tukaj, pa druge. Potem imaš doma v vitrini 4 medalje za državnega prvaka. Kako pravzaprav v prihodnje? Kaj si Krka želi v prihodnji sezoni? Vemo, težko je verjetno postavljati cilje po tako uspešni sezoni, že sami ste omenjali prejšnjo in pa zdajšnjo, da je bilo težko, pa vendarle, kaj si želite v prihodnji sezoni? Vsekakor, da si želimo, če začnem že super pokalom, ker vem, da smo si zagotovili to tekmo, si želimo jasno zmagati že na prvi tekmi, ampak kaj se pa tiče ciljev skozi celo sezono, je pa težko zdaj govoriti, ampak vsekakor bo prisotna želja, če ne drugega, da na koncu branimo naslov državnega prvaka. In to veliko pove, se pravi, morali bomo na tak način tudi nastopati predvsem v državnem prvenstvu, kar se pa tiče ABA lige ali pa kakšnega evropskega pokala, to pa bomo videli, odvisno je veliko tudi od naših nasprotnikov, kako močna bo liga, kako močna bo tekmovanje, ampak vsekakor si želimo mogoče kakšno zmago več ali pa v Jadranski ligi. Kako pa ste si v klubu sicer zadali cilje za prihodnjo sezono? Ja, časi so težki. Ne živimo v enostavnih časih, veliko je izzivov, gospodarstvu ne gre najbolje, zato je zelo velik izziv tudi zbrati potrebna sredstva, kljub rezultatom, kljub izredno požrtvovalnemu delu trenerjev in igralcev. In od tega bo seveda odvisno tudi, kako visoke cilje si bomo zadali, tako da ta trenutek vseh ciljev še ne moremo razkriti, verjamem pa, da bomo lahko o tem že kmalu govorili. In jaz seveda moram na tem mestu res se zahvaliti sponzorjem, ki nam že leta stojijo ob strani, na čelu seveda s Krko, tovarno zdravil. Sponzorji nam ne dajo samo denarja, veste. Sponzorji pač zahtevajo od nas tudi, da se obnašamo profesionalno, da tudi v odnosu do medijev, do recimo navijačev, do občanov se obnašamo športno v duhu tega športnega fair playa. In to je tisto, kar pravzaprav tudi nas potem dviga, nas izboljšuje. In recimo ena od mnogih aktivnosti, ki so potekali v našem klubu, so tudi obiski bili naših najboljših košarkašev, tudi trenerjev, tudi kapetan in glavni trener sta bila na teh obiskih, recimo v bolnišnici v Novem mestu ali v šoli s prilagojenim učnim programom. Jaz mislim, da ta družbena odgovornost, ki jo kažejo naši sponzorji, s tem, ko podpirajo šport, pač se mora nekako vračati. Mi moramo živeti s tem okoljem in moramo prinašati zmage, pa tudi neko upanje in prepričanje pravzaprav, da kjer je volja, je tudi pot, da si moramo postavljati visoke cilje v življenju, ne glede na ovire, pač z nekim požrtvovalnim delom se vse to da doseči. In čisto na začetku oddaje se mi zdi, da ste vprašali, pa ne vem, če smo odgovorili na to vprašanje, kaj pravzaprav nas dela tako posebne, Košarkarski klub Krka, zakaj smo boljši od ostalih, tudi nekaterih, ki imajo večji budžet, ki imajo več denarja. Jaz mislim, da ena skromnost, ena delovnost in pa zelo veliko zaslug gre temu kolektivnemu duhu. Kolektivnemu duhu na vseh nivojih in med vodstvom, recimo, in trenerskim štabom
in med igralci in trenerji. Se pravi, da ekipa nastopa res v smislu, v duhu tega eden za vse, vsi za enega, in da se zavedajo fantje, da edino na ta način bodo oni osebno, individualno prosperirali, če bo uspešna ekipa. In to Krka kaže res že par sezon zaporedoma. Kako bo pravzaprav zdaj naprej izgledala, se pravi, do začetka naslednje sezone, koliko počitka ste dali igralcem, preden se znova zberete in začnete trenirati za novo sezono? Dobro, eni igralci bodo imeli malo več počitka, drugi manj, predvsem tisti, ki so v reprezentancah, nekateri v mlajših, nekateri tudi v članski. Tako da tam ponavadi se nekje začetka avgusta, sredi avgusta zbere ekipa. Predvsem je pa odvisno, kdaj se začne tekmovalni del in temu tudi prilagajamo začetek priprav. No, če ste že omenjali reprezentanco, Jure, dobili ste povabilo pravzaprav selektorja, verjetno je to tudi dodaten dejansko za potrditev, da ste v teh sezonah delali res odlično. Zgleda. Ste veseli tega povabila? Seveda. Kaj pričakujete od reprezentančnih nastopov? Ne vem, to je moj prvič sem povabljen v reprezentanco, tako da se mi v bistvu ne sanja, kako stvar zgleda in se že zaradi nove izkušnje veselim tega. Šel bom tam, delal najboljše, kar lahko in bomo videli, kaj bo. No, kot košarkarski klub bi si verjetno, prej smo že omenjali to dvorano v Novem mestu, pa vendar tudi tekmovanje bi si verjetno želeli prihodnje leto, da bi Evropsko prvenstvo se del odigralo tudi v Novem mestu. Verjetno bi bilo to na nek način priznanje za Novo mesto. Ne je bilo samo priznanje, bila tudi nagrada. Nagrada vsem novomeščanom, ki podpirajo konec koncev košarko in jasno tudi priznanje, da se v Novem mestu, ne samo, da je cela Dolenjska v bistvu nekako, ko rečemo temu, košarkarska regija, ali pa da je Novo mesto košarkarsko mesto. In potem bi morda tudi Krkini igralci, Jure, lahko igrali v Novem mestu, to bi bilo najbrž tista pika na i, če bi Novo mesto lahko potem gostilo in potem, da bi še Slovenija igrala tukaj. Ja, res. Tako. Torej, pri koncu oddaje smo, jaz se vam za obisk v studiu najlepše zahvaljujem in seveda vam želim v prihodnji sezoni čim več zmag pred domačim in pa tudi v gosteh. Torej, in pa seveda, da bi prihodnje leto, čez leto dni, se zopet srečali v temle studiu in lahko kakšno rekli o novem naslovu državnega prvaka, morda tudi kakšno več o naslovu v pokalu. Hvala. Hvala lepa. Torej, vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa želim prijeten večer še naprej in seveda ostanite v družbi vašega kanala.